Spoštovane svetnice in svetniki, predsedniki društev, spoštovani vaščani, predvsem v naši sredi pozdravljam podžupana občine Brežice, gospoda Bogdana Polovšnika in našo sokrejanko, poslanko v državnem zboru, gospoda Natašo Avšin-Pigovič. En lep dober dan vam želim in prav vsi lepo pozdravljeni. Zopet je leto naokoli in zopet praznuje naša krajevna skupnost, tokrat je na vrsti vaš žejno. S tem dogodkom skušamo obuditi in ohraniti spomin na naše družine, na naše sokrajane, ki so se po 4 letih izgnanstva vrnili na svoje porušene domove, jih z voljo in odrekanjem obnovili, da danes svobodno živimo na teh lepih prostorih, tam, kjer se dolenska lepotica Krka sreča svojo najdaljšo sestro Savo, prav tam, kjer se še zadnji obronki Gorjancev lahkotno spuščajo Panonsko nižavje, prav tam, kjer so naše lepe vasice sramežljivo stiskajo pobočje naše mogočne Šentviške gore. 7 naših vasic traja na teh prostorih že stoletja, saj smo bili pri nas obdaljeni tako z izviri dobrih voda, z rodovitno zemljo ob Savi, ki je prehranila številne rodove, z vinogradami in zelenimi gozdovi v varnem zavetju Svetega Vida. Obstaja sicer še 8 vas in sicer mali Cjerniki, pa danes žal brez prebivalcev. Na teh prostorih so živeli ljudje že od prazgodovine, tu mimo so potovali različni popotniki, trgovci, vojske, mi pa smo ostali. V Cerini, na Čatežu, na Dobenem, na Dvorcah, na Filipah, Sobeni vasi in na Žejnem. Lepo je pri nas, čeprav tega sami mnogokrat ne vidimo. Nam pa to povedo številni turisti in obiskovalci naših krajev. Prosil bi še gospoda Jureta Štrbenka za krajši uvod. Jure je predsednik vaške skupnosti Žejno in pa podpredsednik krajevne skupnosti Čatež v Savi. Ja, pozdravljeni še v mojem imenu osebnem in seveda v imenu vseh vaščanov. Dobrodošli vsi na Žejnem. Lepo vas je videti, no, da ste se v takem velikem številu. Svečane seje zdaj nekaj let ni bilo, pa se nam je zdelo vredno, da se tudi to organizira. Zakaj? Namreč kraj smo mi ljudje in mi ga soustvarjamo, ga gnetemo, predvsem pa vi, ki ste predstavniki društev, civilna družba ali tako drugače vpeti v civilno življenje, ga še bolj izoblikujete. Tako da zares dobrodošli in je smotrno, da se vse enkrat letno vidimo tako skupaj, da kakšno rečemo, da kakšno novo zamisel pade, da se spoznamo celo z nekaterimi, tako da in da naš kraj s tem bogatimo. Požrtvovalnosti in slog je bilo potrebno, da je vse to skupaj naratuje, tako da na tem mestu ne morem, da ne bi se iskreno zahvalil vsem vaščanom, ki si skupaj pomagamo in ki smo nekako, bomo to izpeljali. Tako da res hvala vam. Z izjemnimi prizadevanji družbeno-političnih organizacij in izvršnih organov krajevne skupnosti Čatež ob Savi smo pripravili praznovanje praznika krajevne skupnosti, ki bo odslej organiziran tradicionalno vsako leto v začetku meseca septembra, spomin na vrnitev izgnancev iz naših krajev v času 2. svetovne vojne. Na praznovanje vabimo vse krajane, kot tudi družine odseljenih iz našega področja, bodoče pa bomo vabili tudi izseljence, ki žive v tujini. Tako je pisalo na prvem vabilu ob prvem krajevnem prazniku, ki je bil na Čatežu in sicer 29. avgusta leta 1982.
Svečana seja je bila na Čatežu, kjer so podelili priznanja krajevne skupnosti in Osvobodilne fronte. Prvega so prejeli Ivan Brškovč, to je naš krajan iz Žejnega, Franc Mohr iz Čateža in Franc Zevnik tudi iz Čateža. Drugega, priznanje Osvobodilne fronte, pa Ivan Kuželj in Urh Orešar. Navadno tudi v času svečane seje položiti cvet in držati svečo na spomenik izgnancem pred cerkvem na Čatežu. Zato prosim našega tajnika gospoda Jamnika in pa eno vaščanko iz Žejnega, da tole opravda. Zinka? Gospod Lojce, a jaz smem nekaj pregovoriti o Lahko. imenu društva izgrancev? Seveda. Pozdravljeni, jaz sem predsednica krajevne organizacije društva izgrancev Čatež, vem, da me vsi dobro poznate, še malo pa bo 20 let. V teh 20 letih, verjemite ali ne, da sem zelo veliko postorila jaz in naš odbor. Delamo še zdaj na tem, da bi nekako bila le enkrat končno plačana vojna škoda, ki smo jo pretrpeli. Med njimi sem tudi jaz. Vsi ste vi potomci in lepo, da spoštujete, kot je povedal predsednik, da spoštujete nas, ki smo to pot prehodili. Ni bila lepa, grozna je bila. Vi ste zdaj v teh letih, kot so bili vaši ne starši, ampak stari starši, ki so imeli male otroke in v 24 urah so morali zapustiti dom, oditi v neznane kraje, meni je bilo 1,5 leta. Vrnila sem se, ko sem bila stara 5 let. Moja mati je bila tukaj iz Žejnega in kot nas je star oče pripeljal vse, sem jaz prvič videla, kaj je sliva, kaj je jabolka v jesen, kaj je oreh. Pribijali smo se zelo težko. Nismo imeli kam se vleči, nismo imeli s kom se pokriti. Ali vidite, bili smo jaki in še danes smo tisti, ki se ne damo. Pa če nam še tako polena mečejo pod noge, človek mora biti jak, dostojanstven in nadajmo se, da bomo nekaj še dobili, ker nada je tista, ki zadnja umre. Na Griču ob krajevni cesti Serina Sobenja vas. Severno od njega se dviga razgledna Šentviška gora, južno pa poznat hrib Goli Cernik. V okolici je slabo rodoviten vrtačast in kamnica krasel svet brez vodotokov. Prav to pomanjkanje vode je vasi dalo ime. Leta 1934 so na zahodni strani vasi odkrili podzemno jamo. Pred vojno je bila vas znana pod kalcu Platna. Na to obrt je še dolgo spominjala hiša, za katero so rekli Fritkavcev.
V sami vasi stoji kapela Marije Pomočnice kristjanov in sta jo dala zgraditi brata Janez in Matevž Baškovč iz Amerike s pomočjo sosedov. Pri njej je vsako leto v majniku sveta maša za žive in mrtve vaščane. Tu se zberejo skoraj vsi vaščani in tudi nekdanji prebivalci Žejnega. Po maši sledi vaško druženje. Vas Žejne ima tudi v skrbi cerkev svetega Vida in njeno okolico. Žejno je redka vas, ki ima svoj vaški dom. Njem je prostor za vaška druženja. Narejen je bil s pridnostjo njenih prebivalcev, število njegovih prebivalcev pa se je gibalo takole. Leta 1800 je imelo Žejno 84 prebivalcev, potem je ta številka rasla, 1931 jih je bilo največ 158. Ob osamosvojitvi leta 1991 je imelo Žejno 82 prebivalcev in v letošnjih podatkih statističnega urada šteje Žejno 123 ljudi, od tega 66 moških in 57 žensk. Me je pa zelo razveselil podatek, da živi na Žejnem 26 otrok do starosti do 14 let. Nekako prvi znan župan Čateža je bil za časa vladavine Napoleona Miklavž Goreščak. Županska funkcija je bila časna, operativno pa je občino vodil občinski tajnik. Še v teh časih je imela občina cestne odbore, ki so nadzirali vzdrževanje cest. Pred in po drugi svetovni vojni je županovanje prevzel Franc Zevnik starejši, za njim pa v času informbiroja Miha Dvornik iz Sobenje vasi. Krajevni tajnik je bil takrat dr. Andrej Webler, predvojni narodni poslanec in sodnik v Državnem svetu v Beogradu. Do leta 1955 se je politična organiziranost v novi državi imenovala Krajevni ljudski odbor, KLO. Takrat je bila ustanovljena občina Brežice in krajevni urad Čatež ob Savi, ki je imel takrat kar precej velike pristojnosti. Po letu 1955 sta krajevni odbor vodila Franc Zevnik mlajši in Anton Baškovč. V teh letih so naše vasi dobile elektriko, malo pozneje pa še vodo, med drugim tudi Žejno, ki tako več ni bilo Žejno. Leta 1965 se takratni krajevni odbor preimenuje v današnjo krajevno skupnost. V 80-ih letih je bil predsednik sveta krajevne skupnosti Anton Petrič starejši, za njim pa Anton Baškovč. V teh letih je bila pozornost posvečena obnovi cest in pripravom na izgradnjo Mreške Verice. Za njim je prevzel vajeti Vlado Držič, ki je postal tudi župan občine Brežice. V njegov mandat se upada izgradnja Mreške Verice, nabava opreme za gasilska društva, postal tudi prvi predsednik Društva izgnancev Slovenije. Prav je, da se ob tej priložnosti spomnimo še na našega drugega župana, gospoda Jožeta Avšiča, ki je tudi dejavno sodeloval pri razvoju naše krajevne skupnosti. Za gospodom Držičem je predsedovanje krajevne skupnosti prevzel Darko Vovk, ob tej priložnosti pa bi moral še omeniti naše operativce, tajnike, v tem času in sicer Bogdana Vegla, Fani Kozanjok in Valota Križmana. Potem je 2 mandatni obdobji vodil krajevno skupnost Franco Štrbenk. Pod njegovim vodstvom smo naredili javno razsvetlavo na Pilipah, krožno cesto skozi Dobeno, javno razsvetlavo na Spalcerini, Vaški dom na Žejnem, asfaltirane, javno razsvetlavo igrišče na Borcah, javno razsvetlavo in preplastitev v Sobenji vasi in dom krajanov na Čatežu. Tajništvo in operativne naloge je takrat prevzel Milan Jamnik, ki to delo upravlja še danes. Za Francem Štrbenkom je prevzel mandat Toni Petrič, za njim za krajši čas danes žal pokojni domačini Žejnega Vinko Baškovč,
za njim pa je vajeti prevzel Franc Les mlajši. Prejšnji in sedanji mandat bo upravljam jaz. Investicije v zadnjem desetletju so še dokaj sveže, zato jih ne bom posebej našteval. Vsem omenjenim in tudi tistim, ki jih danes nisem omenil, tudi tistim, ki sem jih pomotoma pozabil, se najlepše zahvaljujem za njihov trud in za številne brezplačne prostovoljne ure, ki so jih vložili v to, da je naša krajevna skupnost danes urejena in prijetna za bivanje. Kam pa fanke treba spojdemo nocoj, nocoj je kak lik večer. Na vas, 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 na večino razpoložljivih sredstev pa porabimo za potrebe te vasi. Čeprav so naše vasi infrastrukturno lepo urejene, se še vedno najde določene stvari, ki bi bilo potrebno urediti in zato se bomo trudili tudi v tem mandatnem obdobju. S tem pa tudi apeliram na vse predstavnike vasi oziroma krajevne svetnike, da se dejavno vključijo v reševanje težav. Podžupan občine Brežice. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Delujejo Alojz, ne? Alojz, hvala za besedo. Jure, hvala za gostitev v tem vaškem domu. Zdaj, ko sem se pelal sem razmišljal o vaški praznik, svečana seja Svete krajevne skupnosti na Žejnem. In sem bil presenečen, razmišljal sem, kako in sem zdaj dobil odgovor. Kot vidim, imate to zelo lepo tradicijo, ki traja že 40 let v vaši krajevni skupnosti in dejansko se ta vaški praznik seli iz kraja v kraj. In jaz mislim, da malo je takih krajevnih skupnosti, kot so vaše, da kaj takega, bom rekel, ohranja že 40 let. Predvsem pa tudi razlog za ta praznik, to se pravi vrnitev izgnancev, to je še lep pokazatelj, da dejansko vas nikoli ni pozabil na tiste, ki so trpeli, bom rekel, v tistih težkih časih, ki so doživeli to težko usodo. Jaz upam, da, kot je gospa predsednica društva rekla, da enega dneva bojo tudi te želje vseh, ki so pretrpeli te, bom rekel, te velike travme, tudi poplačane. Nekateri so zaključeni, edina stvar, ki še zdaj je v zraku, se mi zdi, da je avtobusna postaja, ki je tudi v kratkem nabilih tudi zgrajena, se mi zdi. Letos se zaključuje tudi proračunsko leto, proračun za drugo leto za leti bo sprejet na novo. Vidim, da želje krajanov že obstajajo. Jaz upam, da boste enotni in tudi mi na občinskem svetu se bomo trudili, da bomo dejansko poslušali in podprli projekte, ki so dobri za vse krajane. Vesela sem, da lahko danes pred vami spregovorim tako v svojem osebnem imenu kot vaša sokrajanka in pa tudi kot vaša poslanka v Državnem zboru. Lepo vas pozdravljam vse krajanke in krajane krajevne skupnosti Čatež ob Savi, posebno še tukajšnje domačine z vasi Žejno, mislim, da ste danes v večini. Ob tej priliki nam iskreno čestitam ob našem prazniku krajevne skupnosti z močno tradicijo, z močno tudi sporočilno vrednostjo, zakaj praznujemo krajevni praznik ravno v tem obdobju. In danes sem slišala za problematiko društva izgnancev oziroma izgnancev tistega časa
In verjemite mi, bom se seznanila s to problematiko in kolikor bom le lahko, bom v Ljubljani vezano na to temo pomagala, da se te pravice ustrezno naslovijo. Enkrat zato, ker prihajam iz Čateža ob Savi, kjer smo utrpeli posledice poplav, nedavnih poplav. Iskrena hvala prostovoljnemu gasilskemu društvu Cerina in Slovenija vas, je tudi prostovoljno gasilsko društvo. Prvič sem v bistvu doživela vašo predanost, nesebično pomoč in od zdaj naprej bom tudi jaz imela drugačen pogled na gasilstvo. Hvala še enkrat, lepo praznujte in iskrene čestitke. Še posebej iskrene čestitke pa Lojziju, ki že drugi mandat uspešno vodi po našo krajevno skupnost in tudi Juretu Štrbenku, ki mu uspešno stoji ob strani in brani oziroma ščiti interese vsi ženi. Lepo pozdravljeni v gasilskem imenu PGD Cerina, v mojem imenu prvo najlepšo hvala za povabilo. Kaj ne rečem? Vesel sem, da se to ohranja kot tradicija, super je. Vesel sem, da smo prijatelji vsi med sabo. Jure, hvala ti za lepe besede. Mislim, da so se dotaknili marsikoga glede naših prednikov. Vlajem, želim vam jutri čim bolj uspešne vaše igre. Hvala za prejšnjo nedeljo, ko bo super izpeljali nogomet. Jutri pa čim lepše izpeljane igre, pa čim boljša veselica, da smo čim bolj vsi lepo imeli skupaj. Tada, hvala vam vsem skupaj. Jure, hvala lepa. Predlagatelja, gospoda Tadeja Vaškovčen, skupina Vaščanov. Častni prejemnik priznanja KS Čatež ob Savi, Jure Štrbenk. Jure Štrbenk se je rodil leta 1987 z Inki in Francu Štrbenk na Žejnem, 16. Svoje otroštvo je preživel v domačem okolju z igro in delom okoli hiše, Mlake v Vinogradu in ne nazadnje po naši vasi in krajevni skupnosti. Že lahko takratna punca Ana in danes življenjska sopotnica, s katero sta si ustvarjala družino v domači hiši, katero razveseljujejo njuni otroci, diplomat Žan, inženir Žiga in najmlajša gospodična Liza. Jure je nepogrešljiv sovaščan, ki vedno svojo umirjenostjo, diplomacijo, strokovnim znanjem, tehnim premislekom in žarečo voljo uspešno vodi projekte in priskoči na pomoč sovaščanom in vaški skupnosti, ter ne nazadnje tudi širše v krajevni skupnosti kot podpredsednik sveta. Čestitam. Zdaj pa še prosim gospoda Tadeja za... Kaj sem mislil s tem, Stanka je vojska? V glavnem, vaški mesar, vaški mizar, vaški umetnik, to smo nekaj skupili. Nema malenkost, čestitam ti, ne mi vsi. Ja, ko sem pred nekaj dnevi po slučaju izvedel, da se nekaj kuha, me je prijela kar taka ena stiska, bom rekel. Predsečna stiska, neka razdvojenost, na eni strani absolutno hvaležen, neizmerno hvaležen, da je trud prepoznan. Na drugi strani je pa v bistvu kar malo nerodno, Malo nerodno, sicer nisem več golo bradi mladenič, ampak kljub temu, če se že to mora zgoditi, mogoče bi se lahko malo kasneje. Iskrene čestitke svojim imenom in imenom sveta krajevne skupnosti vasi Žejno, ki letos praznuje.
Vsa vabim še na krajše druženje in manjše zakusko. Hvala lepa.